Standardi GRI, Global Reporting Initiative, so najpogosteje uporabljeni mednarodni standardi na področju poročanja o trajnostnem razvoju organizacij. Uporabljajo jih veliko organizacij, ne le v Evropski uniji, ampak širom po svetu, saj so primerni za vse organizacije, ne glede na velikost, lokacijo ali lastniško strukturo. Standardi GRI omogočajo organizacijam, da razkrijejo informacije o svojem delovanju na področju okolja, družbe in upravljanja ter opišejo svoje pristope, vključno s cilji ter napredki. Te jasne in transparentne informacije omogočajo tako notranjim kot zunanjim deležnikom oblikovanje mnenj ter sprejemanje ocen in odločitev o trajnostnih učinkih organizacij. Standardi GRI so razdeljeni na univerzalne standarde, sektorske standarde in tematske standarde. Vse organizacije, ki poročajo v skladu z GRI, morajo slediti univerzalnim standardom, kjer predstavijo splošne informacije, upravljalski pristop ter utemeljijo izbor tem poročanja. Okolikor za njih obstaja sektorski standard, so ti obvezni. V tematskih standardih pa organizacije zberejo tiste kazalnike, ki podpirajo njihove usmeritve in cilje trajnostnega razvoja na področju ESG. Pri prepoznavanju bistvenih vsebin mora organizacija zagotovitev trajnostnega pristopa, bistvenosti in celovitosti vključevati in sodelovati z deležniki. Evropska komisija je konec julija sprejela standarde poročanja o trajnostnosti s kratico ESRS. Nekaj razlik je med poročanjema. Glavna razlika je razkrivanje dvojne pomembnosti, kjer organizacija ocenjuje svoj vpliv ne samo od znotraj navzven, ampak tudi od zunaj navznoter, tako s finančnega kot materialnega vidika. Med drugim standardi ESRS zmanjšujejo fleksibilnost glede podajanja razkritij. Pomembno pa je, da bodo morale prve organizacije, ki so zavezane k poročanju v skladu z direktivo glede poročanja podjetij o trajnostnosti, CSRD, poročati že za poslovno leto 2024. Novost, ki jo prinaša direktiva, je tudi obvezni pregled trajnostnega poročila, kar standardi GRI ne zahtevajo.